Število naravnih nesreč se je v zadnjih desetletjih močno povečalo. Od leta 1970 do danes se je njihova pogostost početverila. Podnebne spremembe, vojne in druge izredne situacije postajajo nova realnost, ki zahteva hitre, premišljene in humane odzive. Vprašanje, ki ga projekt dijakov Srednje šole za oblikovanje in fotografijo odpira, je, kakšne produkte potrebujemo za učinkovito reševanje življenj in vzdrževanje dostojnega vsakdana v kriznih trenutkih. Smo nekako razmislili, postavili, začrtali nalogo in seveda logično povabili civilno zaščito k temu projektu, ki nam je dala tisti vpogled v neke detajle, da smo ne samo mi, tudi dijaki, da so bolj razumeli, kaj zares pripadnik civilne zaščite ob teh naravnih katastrofah potrebuje, ali pa tudi nek prebivalec, ki se sooči v nekih neprijetnih okoliščinah. Medvoški štab civilne zaščite je k projektu takoj pristopil. Pobudo za to je dal naš član civilne zaščite Nejc Stupan, ki je profesor na tej srednji šoli, in sicer gre za zaključno maturitetno nalogo, kjer so dijaki omenjene šole pripravili elemente oziroma materijale tako za potrebe sil zaščite in reševanja, kot za same občane, neke vrste prototipe, idejne zasnove, kaj bi lahko v primeru nesreče vsak posameznik storil, kaj je na voljo neko kot dodatno orodje silam zaščite in reševanja, in na to se pravi izvedli neke projektne mape, ki kažejo na to, da imajo zelo dobro neko vizijo, da je vsak posameznik graditelj skupnosti, kar pomeni, vsak posameznik najprej sam zase uredi in pa izboljša odpornost na naravne in druge nesreče, na to pride sistem, šele zadnja je država. Dijaki so se na izziv odzvali z oblikovalskimi rešitvami, ki vključujejo premišljeno uporabo materialov, praktičnost, prenosljivost in podporo prizadetim. Danes je verjetno tema, ki jo odpiramo tukaj, in tema povezovanja zelo aktualna. In zdi se mi pomembno, da tudi mladi o tem razmišljajo, da to snov in to vsebino predelujejo z vsem svojim znanjem, kajti tukaj so predstavljene naloge četrtih letnikov, torej zaključne naloge, kjer je res sprocesirano vso znanje od 1. do 4. letnika dijakov oblikovanja uporabnih predmetov. Tako da jaz sem vesela tega sodelovanja, vesela sem tudi zato, ker vidim, da so mentori, ki poučujejo, torej profesori, ki poučujejo na tem oddelku, zelo strokovno se spopadli s tem izzivom, in naloge, ki so na razstavi tukaj v Medvodah, to pričajo. Razstava je bila tako priložnost za vpogled v sodelovanje med izobraževalnim sistemom in reševalnimi službami. Obenem pa opozorilo, da morajo biti rešitve za krizne razmere zasnovane premišljeno, z ljudmi in za ljudi. Dijaki so skozi projekt ne razvijali tehnične in ustvarjalne veščine, ampak tudi poglobili razumevanje družbene odgovornosti oblikovalcev. Njihovi izdelki so tako primeri inovacij z jasnim ciljem: izboljšati varnost v trenutkih, ko je to najbolj potrebno. Jaz sem se usločila na preventivno odzivanje. Včasih smo imeli res ta NNP v Jugoslaviji, se pravi, nič nas ne sme presenetiti, in so imeli v bistvu akcije, kjer so učili ljudstvo, kako pravilno odzivati, in so jih v bistvu pripravljali ljudstvo. Zdaj pa tega v teh časih malo manjka, zato sem se odločila, da se bom osredotočila na to, kako poučiti otroke, kako pravilno se odzvati v situacijah, kot so požar, potres in poplava, in pa osnove prve pomoči. In zato sem naredila družabno igro, ki na zabaven način uči otroke. Zanimivi izdelki kar kličejo po tem, da bi doživeli tudi dejansko izvedbo in uporabo. Naši sogovornici bo izgleda v tem velikem preskoku uspelo, saj je bil že izražen poslovni interes za realizacijo. Tako da upam, da bom v naslednjem letu probala realizirati svojo igro. Projekt je pokazal, da oblikovanje ni le stvar oblike, temveč predvsem odziv na potrebe ljudi. Mladi so svojo ustvarjalnostjo, znanjem in občutkom za skupnost dokazali, da že danes odgovorno in premišljeno razmišljajo o jutri. In če je prihodnost v njihovih rokah, potem je pred nami svet, ki bo lepši in predvsem bolje pripravljen na izzive časa.